Rano Marko, ta pogovor smo si sicer zamislili kot tak košarkarsko-družinski, skupaj s tabo pa ženo Vesno, zdaj pa si home alone, Vesna je spet nekam šla. Ja, skozi smo leteči, ja. Prej smo bili zaradi košarke, moje Vesne, zdaj pa otroci igrajo tale tenis, zelo resen in Vesna z njimi živi tam pri Monte Carlo na Azurni obali živi in oni, mislim, to se zdaj lepo sliši, to je trening kamp od jutra do večera, ona jih voz, jih čuva in kuha, otroci pa trenirajo 5-6 ur na dan ta tenis in sem vesel, da so najdli šport, da ga imajo tako radi, ker smo mi imeli recimo košarko, da se zjutraj ni problema zbuditi, pa da poslušajo, da uživajo, da se družijo in da so v tem športnem ambientu. Sva pa skozi naravnost, narazen, ja. Srečava se vsak na avtocesti, ko gre na gor pa jaz dol, tako da je bila dobra stvar te karantene, je bilo vsaj to, da smo bili 2-3 meseca, cela družina skupaj, ker drugače smo zelo raztreseni po svetu zaradi športa. Imate pa video z Vesno na košarko še posebej lepe spomine, kako je pravzaprav ta košarka združila? Tukaj sem se tudi spoznala, mi včasih je bil malo problem z dvoranami, pa smo včasih trenirali mi na ježci, Vesna je bila zelo dobra igralka na ježci, so trenirali v Tivoliju. Jaz sem tam takoj videl, sem rekel, da je luštna, dobra rokca imela, jaz rokce nisem samo dobro odril, sem rekel, pismo je, če bila pa tale z mano, pa tročili v NBA prvo rundo, pismo, sem rekel, bo pa sin skakal po meni, po mamici, bo mu rokca, pismo, zdaj imam pa 3 hčerke, ki igrajo tenis. Tako da tam je iskar sem preskočila evo in že praktično letos smo imeli 25 let, odkar smo skupaj, 3 punce, tako da mava, tako da lepa zgodba. Če se ne motim, je z tega obdobja kar nekaj anekdot, jaz sem imel številne te osvajalne taktike. Ja, probal sem vse živo, ni bilo lahko, ker Vesna je tudi športnica, one so tudi namazane z vsem žalbam, tako da sem mogel res potegniti čist tiste kranjske izpod jošta, najbolj prefrigane, da sem jo lahko osvojil, pa da je z mano ostala. Je bil kakšen zmenek na košarkarskem igrišču? Tudi so se dobila, boljš, da se sicer ne bi dobila, ona je bila, že tako so punce bolj precizne, recimo, kot fantje v metu. Fantje so bolj fizikalci, druge stvari boljš delal, ampak zadanjo pa bolj. Jaz sem v Kranj šla enkrat na igrišče, da jo pokažem tam, kako sem luštno Ljubljančanka ujel, pa vsi moji prijatelji na stadionu, so šla proste mete metati, jaz mečem 9-9 proste mete, se že malo postavim takole. Pa ona 46 zaporedoma jih je zadela, jaz jezen, prijatelji se mi režijo, pokaj od smeha, tam se vala, jaz zagrabam žogo, jaz zabijem v proč, stej sem to lahko narediš, pa sem šel, pa sem jo pustil samo tam na igrišču. Včasih sem bil prekomerno tekmovala, nekak teh stvari sploh nisem mogel, so bile močnejše od mene, zdaj skozi leta sem se malo umiril. Tudi 1-1 sva igrala do 11, čista prava pravila, sam jaz sem mogel imeti roko na hrbtu. In me je enkrat vodila 10-9, sam še zadnji koš in sem avtomatično, ko je šla na koš, sem dal banano, pa se jih žoga v glavo, v nos odbila, tako da je bila jezna, 3 dni ni govorila, ampak takrat je bilo ta tekmovalnost, podzavestno toliko močnejša od mene, da evo, še žene nisem puščal, ko smo, čeprav v šutu je bila pa zmeraj veliko boljša, tako da, kadar mi kdo takole na igrišče na šut izval, sem rekel, ti najprej kvalifikacije, če z mojo ženo na igrišču mečeta nared, pa če no zmagaš, pa lahko prideš z mano. In tako sem se rešil dosti teh izzivalcev. Povej mi zdaj, če se vtakne tvoje kariere, glede na to, da se je ona odločila, da je zaključila kariero, pa bila tebi support, koliko je tebi ta support, da je bila ona s tabo po svetu pomeni? Zdaj še le vidim, koliko. Težko se je, praktično v tistih cajtih je bila ona isto talentirana za punce, je bila tudi prvi playmaker in jezdec, ki je bila euroligaš in reprezentance, praktično 17-18 leti, tako kot jaz pri fantih, in da se ona, takrat je bila ljubezen res velika, se je še zdaj, ampak da se v tistih letih poveš takih stvari, kakor je svoja kariera, pa recimo podpreš, zdaj to lepo nazaj gledati, ko sva 25 let skupaj, pa sva cel svet dala skupaj skozi, ampak takrat je bilo to res veliko odrekanje in zato sem zelo vesel. Vmes je še igrala, ko so bila v Ameriki, glih v Filadelfiji, v času Iversona, ko sem jaz tam igral vse, da kakorkoli je bilo, je ona dobila isto ponudbo, da bi še naprej igrala tu college košarko na Villanovi, glih zmenila se na Villanovi, da bi igrala, pa so mene tradali v Phoenix in par podobnih stvari se je naredilo. V Phoenixu tudi Rankico Šarena srečala kot takrat našo prvo, ki je prišla v Uman NBA, glih tisto poletje, ko so bila midva tam, se je malo zelo družila v Španiji, tudi če probala igrati malo v drugih ligah, ampak kasneje mi, če po domač povem, smo
košarkaši toliko neke kuče potujuče, včasih zaradi tega slabo igraš, včasih zaradi tega klub nima takih ambicij, včasih so drugje boljše ponudbe, tako da to v klubov se zamenja, drug zelo težko dela, bom rekel, neko ambiciozno kariero zraven, ampak pa so pa že tako hitro prišli otroci in smo ta športno življenje nomadsk živeli skupaj, ja. Povej mi danes, ko zavrtiš, kako gledaš na svojo košarkarsko pot, ali pa začni pa reči, ali je klubsko kariero? Zmeraj, ko gledaš nazaj, rečeš pismo, to bi bilo pa lahko mogoče boljše, če bi pa mu ta šut, če bi pa tam ustal 2 leti več, pa zmagal to. Vse so to neke optimalne stvari, ki jih nazaj gledaš, ampak v tistem danem momentu se človek zmeraj odloči najboljše. Jaz sem se zmeraj odločil tako, kako me je srce vodil. Nikoli se nisem odločil, da grem nekam za več denarja, nikoli se nisem odločil, da bi šel nekam, mislim, da ne bom napredoval praktično do sreda ali pa še malo dalj kariere, rečemo do 30 leta je bilo čisto v spredju. Praktično sem šel tudi iz Turčije, samo, bom rekel, v narekovajih milijonsko pogodbo za tiste čase. V Fenerbahču sem šel igrati v NBA za čisti minimalac, praktično toliko, da ko so še davke vzeli, toliko, da sem glih sezono zvozil, recimo, ampak zato, ker je bila tako močna želja, da bi v tistih časih se pokazal, ker je bilo NBA, tudi zdaj je razred zase, ampak za tiste cajte je bilo pa to čisto nedostopen, da tudi ko sem dobil prvo ponudbo, da bi šel, malo ti zamigli razum, ker tisto tvojo otroško željo po nekaj nemogočega jo hočeš takoj zagrabati. Optimalno bi bilo še kle ostaneš vrhunski ambient, Euroliga, Final Four si igral, zmagal, to si dobro treniral, ampak zmeraj ti v glavi tist matli, kaj pa če se poškodujem, pa nikoli ne bo kaj takega prišlo, tako da, ampak zmeraj sem se odločil v tistem momentu s srcem, nikoli za denar in mislim, da sem mu srečal, da si dober kariero odvila od vrhunskih klubov do slabih, bil sem vse v karieri, do liderja reprezentance vrhunskih klubov, pa do tega Indijanca, da je z debelo ritjo na koncu klopi brisačo vrtil pa navijal za one Indijance tam na igrišču. Tako da igral na vseh kontinentih, Amerika, Azija, arabski svet, Slovenija, Evropa, jezikov veliko naučil, največ, kar me je pa obogatil, pa te stvari na igrišču, ampak te ljudi, pa te kontakti, ki sem jih skozi kariero zadržal, spoznal, to me je pa res človeško najbolj obogatilo. Če se dotaknemo reprezentance? Ja, to je zdaj velika razlika od tistega, ko smo mi začenjali, ko je bilo to, bom rekel, malo da ne zelo neorganiziran, malo da ne ekspedicije, kot to tam opjeva, kdorkoli je dal 10 majic, je bil lahko sponzor, je bil to avtoplin, je bilo to krovstvo, je bilo to kjerkoli avtopralnica, smo bili vseh teh stvari veseli. Borili smo se po svojih močeh, nismo bili izkušeni, skozi leta smo si naredili renomeje v evropskih klubih, pa tudi NBA klubih, pa se niso čisto vse stvari poklopile, enkrat ni bil igralski kader, enkrat so bili nedorasli, bom rekel, zveza pa trenerji, niso se vse stvari poklopile, ampak, bom rekel, nekako plod vsega tega 20-letnega iskanja neke poti, nekega entuzijazma, neke borbe, pa to, kar je bilo recimo pred parimi leti pač naslov tega evropskega prvaka, ki je prinesel neko, bom rekel, katarzo, ne samo celi košarkarski Sloveniji, ampak tudi kot državi in vsem nam, ki smo dali kakšen delček v preteklosti. Se spomnim, naša generacija praktično zraščal tam Sani, Mlakoviči, Bresci, na čelo, da ne naštevam vseh. Nikoli se sploh nismo pogovarjali, da je menedžer klical, mi smo komaj čekali, mi smo bili taki prijatelji, eni smo igrali 8, eni smo igrali 15 let za reprezentanco, ampak leta in leta smo bili praktično vsa poletja skupaj, tudi z ženam, puncem smo bili prijatelji in to smo komaj čekali, da pridemo. Glede tega smo bili mi strokovno, pa mogoče v nekih organizacijskih stvareh smo bili za temu današnjemu časom teh reprezentancev, ampak po temu pripadnosti, pa po temu, da smo zmeraj pustili srce na igrišču, ne glede na to, da so nas oni razturili, da smo jih mi razturili, smo bili pa, mislim, veliko pred časom. Nikoli ni bilo težko priti igrati, zmeraj smo bili z veseljem, pa z velikim ponosom zraven. Mogoče mi nam zaupaš 1, 2, 3 stvari svoje kariere, ki se najbolj spomniš zdaj na prvo žogo?
Najbolj se spomnim teh anekdot, praktično najbolj, ko sem prišel z Ljubljane v Olimpijo, pa kasneje v reprezentanco, pa kako smo mi skupaj praktično otroci iz blokov Klelek, nismo veliko po svetu potovali, spoznavali, kako se je zrašal, tam so bili veliko skupaj v sobi, evo, tu zdaj na Košarkarski zvezi skupaj se trudimo, kako smo se prvič učili sponzorske avtomobile voziti, kako smo tudi kakšen špeg odbili, ko smo prišli na Japonsko, kako smo spoznavali, da praktično njihovi WC-ji imajo več tipk kot moj Spektrum v tistih časih, tako da zmerno, ko si prišel na stranišče po treningu z mater, nisi razmišljal, te čakal presenečenje, je bilo to, si se usedel ko na roštilj, a te je malo umil, a ti je kakšna muzika zapela, oni so bili že takrat pred časom in te stvari, te naša prijateljstva, recimo, ki so se skozi leta razvila, pa te, bom rekel, anekdote, kakšne vesele, kakšne žalostne, kakšne zelo žmohtne, ki so se dogajale praktično po avtobusih, pa po avionih, pa po teh gostovanjih so se najbolj vtisnile v spomin. Mogoče tudi včasih, zdaj zveza zelo dobro organizirana, zdaj vse stvari so praktično poskrbljene. Mi včasih smo se vozili na Češko, se nismo ustavili niti zdaj na stranišče, recimo na bencinski črpar, ker bi zveza mogla malce častiti, po tistih časih ni bilo za sendvičem, tako da smo zdržali tistih 7 ur, 8 do Češke, ko smo se pelali, kaj še take stvari se spomnim. Omenil si anekdote, kakšna neumnost je bila tudi najbrž? Neumnosti bo tudi velika. Pa lumpari, reči. Od neumnosti, lumpari, do takih nedolžnih na igrišču. Včasih so bili koši, smo se hecali, koliko imaš odriva, pa si se recimo, je Tušek se na obroč obesil, pa smo ga mi dvigali, pa je on že rekel dost, pa smo ga na 5 metrov gor pustili, recimo dvignem ga, ali pa meni so tudi kaj podobnega takega naredili, recimo, pa smo se šli tuširati, pa smo čakali, koliko časa se lahko drži, pa take so že neumnosti, ki so že na meji norosti. Na srečo so se vse dobro končale, brez kakšnih večjih poškodb. Takrat so nas začeli zmagati, nas je začel recimo prvič gnati, da moramo gledati, kaj jemo, da smo tudi profesionalci izven terena. Mi na igrišču smo se borili, ampak izven terena smo radi dobro jedali, radi smo se družili, to nismo pazili. Pol se spomnim, kako so nam starejši igralci nosili kakor sadno kupo, spod pa podložena, recimo z baklavom v hotelu, recimo čez pa recimo ananas, to, da je zmagal zmeraj kimo, bravo, fanti, bravo, vi jeste. Pa kakšne te neumnosti, ko so bila vaganja pred sezono, smo vsi vedeli, da moraš, da po poletju prideš malo več kil, ampak da bo takoj treba shujšati prvi teden 3 kile, drugi teden še dodatne 2, tako da preden si stopil na vago, si zmeraj vzel kakšen kvik, pa si ga dal zadaj za hlače, pogledal dol, trener je bil živčen, koliko si se zredil, sam naslednji ponedeljek je bil že vesel, ker si 3 kile shujšal, ker si sam kvik zamenjal z lažjim. Mi smo zadaj umirali od smeha, ampak še take skupinske naše šale so še danes se nekaj nasmejemo, recimo, kadar se dobimo. A bi danes šel še enkrat zabijati, če dal? Rabil sem avto, Rajgal je bil takrat moj prijatelj, moj menedžer, me vodil okrog, je rekel, tamo zrihtal sem ta avto, boš zdaj dobil ti avto, jaz te ne morem več s krana 2krat na dan voziti, cel še izpit naredil, sem rekel, super, to bi takrat tudi malo kar, bom rekel, revolucija, da iz ekipanega športa kar enemu zrihtaš, ko recimo sponzorski avto, ja, sem Klej, gandal, Klej, vsi ti skočiš to čez vse, boš skočil, boš zabil, pa oni to snemali, bojo dali reklamo, pa v tebi dali za 100 na avto, Nikoli to nisem probal, enkrat sem probal gumin twist naštimati na to višino, 128 je bila višina, takole pa 2,80 metra. Čez on gumin twist sem se razbil tako kot kanta, sem zahakljal z nogo. Rajgal gleda, pravi, se to, bojk bi ljudje, to še malo več skočil, pa lahko. In res, vse si dobro razpletal, avto sem dobil, po drugi strani sem takrat zgubil pravice za to college košarko. Usporedno so me klicali North Carolina pa Duke, ampak v tistih časih mi nismo vedeli, da je college košarka na takem nivoju toliko organizirana, recimo kot ja. Sem so hodili neki tretjerazredni Američani, je zmagal, rekel, boš tako hoteli, veš, da komaj hodil, znači šel na tisti college, sem rekel, ja, kakšna North Carolina, pa še kle sem denar dobil, tako da sem zgubil, dobil sem avto, tako da sem zgubil možnost jeti na college, ampak ko sem jaz prišel v Ameriko, ko sem videl, kakšne tam organizacije teh boljših univerz, recimo Duke, pa North Carolina, pa Michigan, sem kar malo slino požrl, ampak mi ni bilo žal, ker smo imeli takrat srečo, da smo imeli to pripadnost cele Slovenije, pa tako ekipo klele v Ljubljani s prijatelji igrati na takem nivoju, kot smo igrali, pač te Eurolige, ne bi bolj skozi prišel tudi, če bi šel na vrhunske college. Kaj pa ti kaj žal, da ravno tisti let, ko si ti prišel v Ameriko, da ni bilo zabijanja na All-Star tekmi, a si takrat
To mi pa res malo žal, ja, to mi pa res. Pa čeprav je to nek, bom rekel, ekshibicijski element mi zelo žal, predvsem zaradi tega, ko sem jaz prišel, mi smo tukaj igrali Euroligo, igrali pred 20 gledalci z resnimi igralci, igraš tam Prodrađo, Clay Rivers, tam je Saša Đorđević, tam je Fučka, igramo resno košarko, pridem kje me poučijo pred 25 letom v NBA take osnovne stvari, da sem bil res tako. Videl se je, da nimajo še tega spoštovanja, ne do mene, ampak tako do izven ameriške košarke, dokler jih ni parkrat Argentina, Srbija, Španija, kdorkoli malo premagal, malo prizemljal, tako da se zdaj skozi čas se je to malo zamenjalo, ampak takrat bi bilo idealen, da bi za mene prišel ta, sem že mislil Ferrarija preskočiti, res, brez vakancije. Mislil sem Ferrarija, sem rekel, lej, ni za kje, atraktiven zgleda, tukaj bo en belček Slovenije, sploh ne ve, kje je Slovenija se v zaletu, če mi še rata, da zabijam, bom upozoril in mogoče, ko dobiš publiciteto v Ameriki, hočeš nočeš, te bolj naprej potisnejo in ti stojijo za hrbtom. In glih tiste 2 leta v vsej zgodovini ni bilo, so tiste neki driblali okrog stožcev, zadevali one luknje, spomnim, ko se tiste running competition imenuje. In še to se mi ni poklopilo, ampak dobro. Vse po drugi strani pa toliko sem avto preskočil, vmes sem že igral resne košarke, 15 let reprezentance z Real Madridom osvajal, pa še danes sem šel menj avto preskočujem pismo. Tako kot Severina, ki je že 12 albumov izdala, pa se vsi sam še iz jahte spomnimo pismo. Vsi me na tega avta skozi sprašujejo pismo. Že vmes pa odigral. Ampak dobro, zanimivo, danes mi to že smešno. Od začetka, v sred me malo motil, sem igral resne ekipe, bil v All-Starju s Fenerbahčem, v Realu, v peterki, pa kar, kje si debil, ko ti šel men, zakaj se čez avto, pa zdaj pa malo. Zdaj mi pa to spet smešan. Pa zelo zanimivo, da praktično po tolikih letih, pa bom rekel temu overloadu vseh teh YouTubeov, klipov pa informacij, ki so tudi neverjetni, da je še to tako aktualen, da je to tak nek spomin, bom rekel. No, pa prve zabijanje na druge vode, kako bi pa s trojkam kaj? S trojke v tako mladih letih sem dobro zadeval, ne. Da te kar prekinem, mogoče veš, kaj pa v Ameriki, kako si prvo sezono kaj trojke imel? Bila fora, glih prišel sem enkrat v igro, sem prišel, pa glih napad se je stekel, pa jaz dobim žogo, pa je vržen z 8 metrov, ne. Pa je slučajen zadan, to je res slučajen. In vsi, drug dan naslov, kao novi Tom Chambers iz Slovenije, Tom Chambers je, ne, novi Dan Majerle, Dan Majerle je glih pred mano, to je en najboljših strelcev v Phoenixu, šel glih v pokoj, isto tak malo belc, malo bolj fizično močen, sem rekel, nisem več šuter. Čeprav procentualno na koncu sem dobro zadev, ampak Imel si 50% šut. Res? Ja, 6-3. Ja, vidiš? Čeprav prvo let sem bil, ne za trojke, 50% pismo. Šakil ima tudi v karieri 50%, 2-1 v celi karieri. Sem pa mu skoraj, toliko malo sem igral, da so me hecala, igral sem praktično 3-4 minute, ne 5 minut sem igral, mu sem pa povreči 3 pike, recimo 50 tekam, kot tisti point per minute meni, sem rekel, daj me kle igrati za 3-4-5 minut, so uletavali, takrat noter je bil še Steve Nash, Steve Nash je bil drugi ruki, ki je bil pol, si naredil MVP-ja NBA, že takrat zagnan. Ni dobil možnosti, tudi v začetku tudi je z mano uletaval ta garbage time noter, sem rekel, ne podajam unih 5 minut, tukaj igram kot Indijanec, še najbolj, da takrat še podajam, in sem vsako šel na koš in sem me se frkavljal, kao point per minute man. Pa sem šel pa jaz nazaj, Steve Nash je pa tam mogel ostati. Kaj se v primerjavi s svojimi časi danes spremenili v košarki? Kaj je drugače? Koliko so se spremenili te časi? Ja, sigurno nočem zdaj kot kakšni ti starejši igralci, ko uveličavajo svoje čase. Čeprav tudi jaz pri sebi vidim, da imam ta spomin, mogoče nostalgičen, ki mi malo zreduciral vse te slabe momente, pa se sam dobrih spomnim in zato mogoče se v svoji glavi še lepš, pa še večje karijere spomnim, kakor je sploh v resnici bila. Bilo je v naših časih manj komerciale, manj agentov, manj zunanjih dejavnikov, tudi nižje pogodbe. V tem primeru je bilo pa, bom rekel, več tistega nekega nadigravanja, tiste tekmovalnosti, pa srčnosti, recimo. Mogoče tudi taktika, tehnika na kakšnem nižjem nivoju, ampak praktično vsaka stvar smo tekmovali. Nobena stvar ni bila cirkus.
Zdaj prideš, pa ti agenti pogojujejo, kdo bo igral za reprezentanco, kdo ne bo igral za reprezentanco. Lige se odločajo, to je NBA, je to zaradi dobička, da se bo igral, ne zato, da se prekine za dobro igralcev. To je vse skupaj taka velika mišljenerija, pa tak biznis ratal, da je po moje tudi danes bolj pomemben, kakor sama košarka, ali pa tako, da rečemo, recimo biznis, pa ta marketing, pa to vse skupaj zarajo, pa 60% košarka, pa 40%, v naših cajtih pa tega ni bilo, to bi bilo pa 80% samo tista košarka, tiste taktične stvari, pa veliko več pripadnosti je bilo, ne bom rekel na državni ravni, ker tukaj imamo odlične navijače, ampak tako do kluba. On, ki je navijal dol v Beogradu za Partizan, je cel življenje Partizan, on, ki je bil Olimpija, je bil cel življenje tukaj Olimpija. Manj je bilo tega, recimo danes pa gledaš televizijo, pa je overload, pa je 10 tekem, na koncu že drugo latvijsko ligo tam ne gledaš, pa košarko gledaš, ne vem, tretjo češko ligo, imaš 10 tekem, pa vsega tega, pa je mogoče malo tista, bom rekel, naelektrenost malo padla, da tako me čakaš tisti četrtek, tako me čakaš en navija za Jesenice v hokej, en za košarko, en za Maribor, da pride ta tekma, to je zdaj malo bolj vse ratalo. Kaj pa sama igra, kako bi se pa ti danes znajdel v tej košarki, ki se danes igra, mogoče neč tokaj ali romantike ali karkoli? Je bolj atletska, moram tudi reči, da za one čase smo bili tudi mi malo bolj že, bom rekel, ne bom rekel, da je to napredno, je bilo to za one cajte avangarda, zato ki je imel raje bolj tehnično košarko, pa bolj šutersko, pa pravilno se v tistih letih tudi zgražal s tistim, kar je zmagal, pa recimo Duda Jukovič, pa Božo Makovič delal po Evropi, ampak je začel prinašati rezultat in zdaj po 10-20 letih vse te vrhunske ekipe igrajo, bom rekel, čvrsto, agresivno, fanti so atleti. Mi smo v tistih časih prvič, recimo, ne vem, pri Olimpiji pripeljali našega prvaka na 100 metrov, Simona Rudeža. Na roki smo ga vicali, Muka Silvestre Stallone, tako frizuro veliko, mi smo laufali tam. Vem, da so se vsi tam pri kraju smejali, on je pa tako, sicer športnik, ampak doštudiran, veterino, mislim, diplomiral vse, veterina. Kaj, imate živino zdravnika, tamle za Miliča, pa Tuška, pa Gorenca, da tele junce, gonte, smo laufali vzun, smo začeli takrat že trenirati to atletko, šprintalo, to kar ni bilo. Včasih se je šutirala, recimo veliko tehnika se je delala, se pravi nekih šprintov, nekih kviktov se je izogibal, ker je bil se je rekel, boš zgubil šut, ker se boš preveč nabildal, ne boš mogel roke izvigati, boš zgubil občutek in v tistih časih smo nas malo čudno gledali, sami prinašali rezultate. Danes pa to, pa če nisi atletsko pripravljen, pa toliko tekem, kakor nabijajo v takem ritmu, sploh ne moreš zdržati. Zdaj omenil si, pogovarjal se že malo o družini, res ste zelo športna družina, a se kdaj pomerite na košarkarskem igrišču? Tudi gremo. Punce imata tako malo, imata naravno kar mehke roke, ampak vice, da danes otroci ne igrajo vseh športov. Vice, da ne igrajo vseh športov, zelo hitro se specializirajo naše, recimo za tenis ali pa za kjerkoli drug šport, tako da bolj mečemo, bolj se hecamo, pa tako. Ta mala je tudi navdušena, čisto najmlajša, Mila je navdušena in na košarko in na tenis, ne more se odločiti, jaz sem vesel, sem rekel, samo vse gre, uživaj in če za katera stvar zagrabila, toliko boljš. Tako da bi se pa zares pa... Kaj pa ti z luparjem na drugi strani igrišča, kako se pa to konča? Tisto tudi gledam. Tako kot se jaz njim včasih pri košarki smejem, se oni meni tam smejo, da sem drvar, da ko igram backhand, da zgledam tako, da hočem salamo rezati. Tole se mi smejo in da zgledam z 2 metri pa s tem kilom, da zgledam kot Martin Karpangor. Ampak rad pa igram tenis. Rekreativno igram 2-3 na teden tenis, ne s tekmovalci. Važno je pri tenisu, da najdeš za rekreacijo ene približno isto dobre ali pa približno isto slabe, kakor si ti, potem lahko dobro zletaš. In mi s fanti v Kranju, za mojo družino z mladosti igramo to neko, bom rekel, 10 nas fanta, neko piščančjo ligo. Pomeni, vsak z vsakom igra eno tekmo, pa tiskaj zadnjo, potem da za pšanca. Za piščanca, zato pa se vidi, ki laža, skozi sam jemo pa igramo, tako da, ampak se lušta družimo. Zdaj, glede na to, da sta oba zvezna profesionalna športnika z veliko izkušnji, kakšen nasvet sta dala puncam, ki so šle s korakom v korak bolj v profesionalni šport? Nikoli se ne vem,
nikoli se ne meša, zdaj, da bi dali neke strokovne nasvete v zvezi samo tenisom, ampak bolj z odnosom. Ne uživata, če to ni šport rata, da ima nobena stvar, ni težko narediti, pa da če daj zmeram vse od sebe in na igrišču in na treningu si nimaš kaj koli očitati, ne glede na to, kje boš ti na koncu, na kakšnem nivoju boš končal. Da se smejete, da uživate, pa da igrate pogumno. Da je v športu edina sramota, če se ne boriš, pa če se predaš, ni sramota, če izgubiš. Tako da te stvari, plus to, da imate rade tenis, jih držite praktično vsak dan 5-6 ur na igrišču in sem zelo ponosen na njih. A lahko ta nasvet prezrcalva tudi na splošno, na nadobudne košarkarje oziroma na vse športnike, kaj bi sporočil mladim, ki začenjajo svojo košarkarsko pot? Isto lahko prezrcalva. Sporočam, da začnejo tudi ne samo na treningih, ampak tudi na zunanjih igriščih, da se družijo, sprosti čas preživljajo s svojimi prijatelji, mečejo na koš, ko se pa začnejo bolj resno baviti, je pa važno, da dajo samo vse od sebe, pa da se borijo, da se nikoli ne prodajo, pa da rezultat ni zmeren samo merilo, zmagaš, izgubiš, ker merilo je, da uživaš v igri. Omenil si tudi že prej, da zdaj greva počasi, da zaključiva zgodbo. To, da se smejete, tudi v tvoji karieri te skozi spremljal ta, pa še zdaj, hvala Bogu, ta humor, to je zelo taka pozitivna lastnost človeka. Kaj je to, da mislim, to je postal tvoj zaščitni znak, najbrž to je tudi iz teh kakšnih težjih trenutkov zvlekel ven v karieri, v življenju. Ali pa če je kakšno novinarsko vprašanje, se 5 sekund režim kot tepec, vmes pa razmišljam hitro, da odgovorim, pa kaj je pametnega. Zdaj moram razmisliti, koliko si se zdaj na mojih smejal. Se že smeja, zdaj gre kaj naprej povedati. Da se sploh igraš košarko ali kamulček, ali kasneje profesionalno, jaz sem v tako srečo v življenju, meni to nikoli ni bila služba, normalno, da mi skozi, če tvoja strast pa druženje rata kar naenkrat tvoje življenje, normalno, da mi se skozi smejal, pa tudi se igraš s svojimi prijatelji, če je skozi tenzije, je težko skupaj, bom rekel, 15 igralcev, trenerji pa cel štab skupaj zdržati, po 2 meseca smo bili skupaj, tako da kakšna dobra fora, zrahla situacija, je pa zelo važno, da se znaš tudi na svoj račun smejati, drugače tudi fore niso toliko smešne, hitro rataš zatežeti, tako da smeh je bilo pa zmeren dosti. Ta naša rubrika se imenuje Minuta odmora, zdaj pa za konec najbolj nenavadna minuta ali pa zanimiva minuta odmora iz tvoje kariere. To je bilo veliko zanimivih, mogoče je bila zanimiva naš prijatelj, pa tako bom rekel, kar avtoriteta, ko sem prišel na Olimpijo, bil Žarko Đurišić pa recimo Hautman. In v eni sezoni, to je bilo padalskih trenerjev, 5 trenerjev se je zamenjalo v eni sezoni, klub ni imel potrpljenja, izgubljali smo, prejšnja leta so bili visoki rezultati in kar naenkrat 2 meseca do konca, kdo trener Žare, tisti najbolj izkušen, Đurišić bo trener. In mi tekmo začnemo, on pride s kravato, Versace, veliko znanja, on ima košarkarskega znanja toliko, da lahko se vsi samo klanjamo. Ampak kar iz igralskih čevljev je kar ratov trener v enem tednu. Praktično mi do konca že vodimo z razliko 5 točk, vodimo pa še 10 sekund do konca, pa mi imamo žogo, se pravi nobene tenzije ni bilo, time-out se kliče, mi pridemo kaj k Žare to. Še prejšnji teden smo igrali skupaj z naš trener, prav pridi, bliže, vsi ga slušamo. Sorry, zafrknil sem se, jaz sem šele en teden trener, ne vem, zakaj sem klical ta time-out, gremo nazaj. In kakšne take so bile zmeren. Dostikrat je bilo pa tudi veliko sočnih, v tistih časih še ni bilo teh kamer, recimo, pa teh, tako da dobro, razen te veliki trenerji, kakšni Obradovići, pa to se danes isto obnašajo kot pred 20 leti, ampak danes zelo bolj, bom rekel, v rokovicah govorijo trenerji, včasih je bilo pa to tako žmohtan na time-outu, da če bi to kdo snemal v današnjih časih, to bi starši z odvetniki prihajali svoje otroke ven iz dvorane peljati, ampak nas je to še bolj, bom rekel, podžgal pa učvrstil. Hvala lepa. Dosti.